Živijo, dajmo se danes malo dotakniti teme uspeha. Kaj je uspeh sploh? Kaj je za nekoga uspeh in kaj je za nekoga neuspeh? Zakaj? Za nekoga je lahko uspeh tudi je zdrav. Za nekoga je lahko uspeh to, da dobi oceno 5 v šoli, ker ima mogoče prej samo trojke in štirke. Za nekoga je lahko uspeh, da spozna neko osebo. Spet za nekoga drugega je lahko uspeh, da gre na dopust enkrat v svojemu življenju. Vse to je lahko uspeh. In nekomu je lahko uspeh, da mogoče prehodi 1 kilometer. Nekdo drug bi se pa temu smejal, ker ljudje smo različni. In če lahko nekdo nekaj doseže z lahkoto, ni nujno, da neka druga oseba isti uspeh lahko doseže z lahkoto, ampak se mora močno potruditi, da pride do tega cilja. In kar želim povedati je, da sklepati po sebi, če smo nečesa sposobni in če nam gre nekaj dobro od rok, da je to tako enostavno, da bi mogli to vsi početi. Ne. Ker nekomu je lahko uspeh že to, da se mogoče zjutraj zbudi. Ker ne veste, kakšne težave in probleme ima nekdo v svojem življenju, ne veste, kaj nekoga muči, ne veste, kaj se mu plete po glavi. In ko nekomu nekaj uspe, ne veste, ali je to za njega velik uspeh ali majhen uspeh. In na tem mestu bi mogoče dal nek namig, da se ne posmehujete ljudem, ki so nekaj dosegli, še posebej, če je za vas to samoumevno. In po drugi strani, če je za vas nek velik uspeh, ne obremenjujte se z ljudmi, ki se vam mogoče posmehujejo, ker ne razumejo tega, da je to za vas velik uspeh. Ker ne razumejo, ker je za njih to enostavno. Za nekoga je uspeh, da kupi avto, da gre z vlakom nekam, da mogoče gre sam nekam. Za nekoga je uspeh mogoče, da povabi neko osebo, ne vem, na sprehod, na ples, kakorkoli. Ljudje imamo različne omejitve in prepričanja. In ta prepričanja in omejitve nam je dala okolica, starši, družba, šola in tako naprej. In s tem ni nič narobe. V tistem trenutku, ko smo kot človek, kot oseba rasli, nam ta okolica, starši, prijatelji, partnerji dajo najboljše, kar sami vejo in znajo. In tega se zavedite, da v tistem momentu, ko ste z nekom, vam želi nekdo samo najboljš in govori in deluje po svojih najboljših močeh. Res je, to ne pomeni, da se ne more in ta oseba nekaj naučiti in vi nekaj naučiti. Še vedno lahko rastete, če ste seveda pripravljeni na to rast, na to spremembo. Kar vam želim povedati je, da v življenju boste prišli do točke, ko boste to osebo, katera vam je dala maksimum, kar vam je lahko dala, prerastli. In ti uspehi, ki jih boste videli s to osebo, bodo postali za vas premajhni. To pomeni, da si boste želeli višje cilje, višje, boljše uspehe, ki pa vam mogoče s temi osebami, s to družbo, v kateri ste, ne boste mogli dosegati. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da ste primorani, da dosežete višji cilj, drugačen cilj, spoznavati nove ljudi, spoznavati ljudi, ki so mogoče ta cilj že dosegli, ali pa ljudi, ki vas bodo pri tem nekako usmerjali, da boste prišli tudi sami do tega cilja. Torej, začeli se boste spreminjati. In mislim, da smo o teh spremembah že govorili nekaj časa nazaj,
da sprememba je stalnica v našem življenju. Že če samo pomislite, da pridete vsak dan na eno in isto točko. Recimo, moj primer je Rakovškocjan. Tudi en dan ni enak prejšnjemu ali pa naslednjemu. Mogoče je neka oseba druga, ko gre mimo, drevo ima več listov, voda spreminja višino, temperaturo in tako naprej. Enako je v našem življenju. Nič, če gremo na isto mesto vsak dan, kljub temu, da se na vsak dan na isto točko usmerimo, ni isti. Mogoče se mi drugače počutimo, mogoče smo mi videli določene stvari na drugačen način in tako naprej. In ko boste hodili po tej svoji poti življenja, če ste oseba, ki si želi dosegati neke uspehe v življenju, vas bo tle pri doseganju svojih uspehov ovirala ena zadeva. Predvsem vi sami se boste ovirali, zaradi tega, ker smo naučeni v večjem delu, v skoraj vsi, da se obremenjujemo, kaj bodo drugi rekli. In da dosežeš nek uspeh, najdeš ljudi, ki so nekaj že dosegli, in taki ljudje ti ne bodo rekli, in s takimi ljudmi se ne boš obremenjeval, kaj bodo pa rekli, ker ti ljudje so to že dosegli in ti ljudje ti bodo pomagali pri tem. Mogoče imate ob sebi osebo, ki je z vami pripravljena rast, se spreminjati in boste en drugega motivirali, kar je super. Mogoče boste mogli stopati sami po določenih poteh in srečevati spet nove ljudi, ki bodo prišli na tej poti in vam bodo pomagali. Ampak še vedno, dejstvo je, da imamo ljudje različne uspehe. In ko v svojem okolju, v svoji družbi dobimo občutek, da smo ustvarili nek uspeh, nek maksimum, kar smo lahko dosegli, to pomeni, da se naša osebna rast neha. To pomeni, da ne rastemo več in da ne čutimo življenja v sebi. Kaj spet to pomeni? To pomeni, da se bomo zmeraj manj počutili žive. Nekaj časa bo šlo, mogoče tudi več let bo šlo, ampak slej ko prej vsak pride v življenju vsaj do te točke, da začne razmišljati, a je to res to, kar si želim, ali se želim naučiti še kaj novega. Mogoče je za nekoga uspeh, da se nauči risati, igrati nek inštrument. In takrat se boste začeli spraševati, kaj še želim doseči v tem življenju, kaj še želim doseči in uspeti na katerem področju. In ko se boste to začeli spraševati, dajte se vprašati, če je vaš cilj tako nizek oziroma če je tak, da vas bodo vsi podpirali, je mogoče ta cilj premalo ambiciozen. Če pa bo vaš cilj tak, da se bodo ljudje, okolica ustrašili za vas, da vam bodo rekli, da tu ni mogoče, da bodo mogoče rekli, da niste rojeni za to. Predvsem vam bodo to rekli, ker se bojijo, da bi vas izgubili. In na tistem mestu dajte se vprašati, ste v vašem življenju pomembni vi, ali so v vašem življenju pomembni drugi, da jim ugodite. Z vami bi rad delil eno zgodbo enega gospoda, Steve mu je ime, ni Slovenc, seveda. Ampak njegova zgodba je bila taka, da so mogli v osnovni šoli napisati, kaj bodo v življenju, se pravi, kje sebe vidijo. In ko so vsi povedali, kaj si želijo doseči, kje se vidijo, je imel on napisano na papirju, da bo televizijski voditelj. In
učiteljica ga je poklicala zadnjega in mu rekla, da naj pride pred tablo. Ta fant, takrat fant, ni bil zgovoren, kadar je bil živčen, je clal, in ko je mogel na glas prebrati, najprej seveda, ko je šel gor, je mislil, da je njegov odgovor najbolj prav, zato ga je poklical gor in da bo dobil, ne vem, dobro oceno, neko nagrado. In kaj je naredila učiteljica? Učiteljica ga je pred vsemi učenci potolkla in mu rekla, da kako si lahko predstavlja, da bo on voditelj na televiziji, ker v njegovi družini ni noben voditelj, ker od celega okoliša, celega kraja ni noben voditelj, ker živijo v taki družbi, da ni mogoče postati voditelj na televiziji. Gospod je voditelj na televiziji, ima več oddaj, in kar vam želim povedati s to zgodbo je: ne pustite, da mnenje enega človeka spremeni vašo realnost, da to postane vaša realnost. Ker ni to vaša realnost, vi veste, kaj je vaša realnost, vi gradite svoje življenje, vi veste, kaj boste postali. Če še ne veste, boste slej ko prej ugotovili, ker boste začeli opažati, kaj vas veseli, kaj vas ne veseli, kaj želite početi. In tudi ti posnetki, ki nastajajo zaradi tega, da jaz samega sebe spodbudim. In če sem pomagal vsaj eni osebi, da je svet videla na drugačen način, sem naredil ogromno. Če sem vsaj eni osebi odprl oči in pomagal narediti kakšen korak naprej, sem naredil ogromno. Predvsem sem pa jaz tista oseba, kateri moram pomagati. In tega se zavedam. In ljudje delamo napake, ljudje pademo v življenju, ampak važno je, da pač se poberemo in gremo v tej smeri naprej. Da se iščemo. Ja, vsak dan se lahko iščemo. Nova družba, novo okolje, vsak dan. In včeraj sem ravno nekje prebral, da človek se do smrti ne najde in je lahko v večnem iskanju, in s tem ni nič narobe. Pomembno je to, da pri tem iskanju, ki ga imate, se počutite s svojim življenjem zadovoljni in srečni. Da iščete na prav način in na pravem področju. In uspehe, ki jih boste imeli v življenju, uspehe, proti katerim boste hodili, k katerim boste hodili, dajte se zavedati, naj bodo ti cilji, vaši cilji tako visoki, da se bo okolica ustrašila teh ciljev. Mogoče se boste tudi vi ustrašili teh ciljev, ampak to še ne pomeni, da niso mogoči. To še ne pomeni, da ni mogoče to doseči. Mogoče boste imeli cilj, nek cilj, ki ga je nekdo že dosegel v življenju, mogoče boste imeli pa nek cilj, ki ga še noben na tem svetu ni dosegel, in ste odločni, da ga boste vi. Ne vem, ne poznam vas, ampak kar vam želim povedati je, da poti se vam bodo odpirale, ko boste hodili in se usmerili v to smer. Želim vam predvsem veliko poguma, veliko samozavesti in to, da delate na sebi in da nikdar ne obupate nad svojimi sanjami, ki jih imate. Lep dan vam želim.